Kot prvemu dajem besedo oziroma ga vabim k nagovoru predsedniku vlade, gospodu Robertu Golobu. Spoštovane novomeščanke, spoštovani novomeščani. Hvala, da sem danes tukaj z vami lahko, da delim ne samo svoje čustva, ne samo načrte, da vas slišim in slišim jezo, ja. Ampak, ker nisem prvič v Novem mestu, še bolj kot jezo čutim strah. Strah tiste nevidne, neglasne množice na celotnem Dolenjskem, Posavju, ki mogoče danes ne pride do izraza, in predvsem sem danes tukaj, ker čutim bolečino. In ne smemo pozabiti, zakaj smo danes tukaj. Zato bom jaz najprej izrekel sožalje družini in svojcem pokojnega Aleša Šutarja. Na prvem mestu dajmo sočustvovati s sinom, ki je moral biti priča umoru svojega očeta. Sin je bil priča umoru svojega očeta. Rad bi izrazil iskreno sožalje hčerki, katere žalost smo spremljali po televizijskih zaslonih v celi Sloveniji. Vsi smo jokali, ko smo gledali te prizore. Vsi se zavedamo bolečine in hkrati bi rad izrazil sožalje pogumni soprogi Tini. Soprogi, ki mi je odstrla pogled v svet Aleša Šutarja. V svet človeka, ki je bil srce lokalne skupnosti, ki je bil spoštovan, cenjen, predan in ki je v resnici večino svojega življenja deloval za skupnost. Človeka, ki nikoli ni dajal na prvo mesto ne jeze, ne maščevanja, ampak vedno sožitje in razumevanje. Zato je živel in najverjetneje zaradi tega tudi moral umreti. In ravno to, zgodbe, ki sem jih poslušal v zadnjem času, in verjamete mi, da se z lahkoto uživim in tudi jaz bi ravnal enako kot on, če bi mene sin poklical. Enako. Ja, vsak od nas je lahko aco, ker se to lahko vsakemu zgodi, da je žrtev naključnega objestnega nasilja. In dajmo si zapomniti te zgodbe, ki ne kličejo po maščevanju, pa kličejo po tem, da vsi skupaj, ker če ne bo rešitve. Takoj in odločno začnemo ukrepati. Ukrepati ne zaradi tega, ker ne bi hoteli prej, ampak zaradi tega, ker je zdaj res dovolj. Dovolj je nasilja v celi Sloveniji. Dovolj ga je v Novem mestu, na Dolenjskem, tudi v drugih krajih Slovenije. In naša zakonodaja, kaznovalna, ni kos. Jaz ne bom olepševal. Ni kos. Državni aparat ni kos temu, da se učinkovito spopade z nasiljem. Temu moramo narediti dovolj. Zato smo pripravili ukrepe, ne prazne obljube. Eni ukrepi se že izvajajo. Tisti, ki je hotel, je videl, da so že včeraj vse razpoložljive enote policije bile v akciji. Običajne, posebne, specialne. In tukaj bojo ostale toliko časa, kolikor bo potrebno. Kolikor bo potrebno. Jaz sem tudi slišal, da se nekateri že veselijo v naseljih, da se bojo šli kmalu stran. Ne bodo šli stran. Tukaj bodo, dokler ne bo varnost, ker varnost je osnovna pravica, zagotovljena. In ja, ne bom olepševal, državni aparat je odpovedal, ne zagotavlja varnosti. Je ne. In ne bom iskal izgovore v vseh prejšnjih vladah, kaj so naredili v desetletjih in kaj niso. Ker moja dolžnost je, da delujem, ne da se zgovarjam. In jaz vem, da bo župan deloval in vsi vi skupaj z nami. In tudi gospod Mesojedec, ki je imel nekatere fantastične predloge.
In ko boste slišali ukrepe, ki jih bomo sprejeli na vladi, boste videli, da je med njimi marsikateri dobesedno njihov. Zaradi tega, ker ni več druge izbire. Istočasno naj napovem, da smo danes tudi vpoklicali rezervno sestavo policistov. Na vladi smo sprejeli sklep, da bomo povečali število razpoložljivih enot na vse, kar je možno, ker gre za spopad s kriminalom, ne gre za spopad z Romi. In če ne bomo izkorenili kriminala iz romskih naselij, nikoli ne bomo mogli govoriti o nobeni uspešni integraciji te etnične skupine, ker enostavno to ne bo možno. Konkretni ukrepi, ki bodo v zakonu, v Šutarjevem zakonu, zakon se bo imenoval po Alešu Šutarju zato, da ne bomo nikoli pozabili, kaj je bila ta točka preloma, ki je celo državo prisilila, da se do nasilja začne obnašati drugače. Da človekove pravice, takrat, ko so na škodo drugih, ne morejo biti edino zveličavno pravilo in vrednota. Tri področja. Prvo področje bo varnostno. Bistveno večja pooblastila policiji. Pooblastila ne samo za vstop, predvsem za izvajanje racij, pooblastila tudi za nadzor nad ogroženimi in varnostno tveganimi območji. Ne želimo loviti posameznikov, želimo pa zagotoviti na tveganih in varnostno tveganih območjih to, da se tam vzpostavi red in mir in da se iz njih izkoreninijo tako orožje, tako mamila, kot tudi premoženje, ki mu nihče ne zna povedati izvora. Drugo področje je kaznovalna politika. Na prvem mestu bo ponavljajoči se prekrški in kazniva dejanja. Radikalna zaostritev pogojev za tiste, ki ponavljajo dejanja. Ne bo več prepuščeno naključju ali pa temu, ali je sodnik slučajno ustrahovan strani predstavnika neke skupnosti, kakšne kazni bo dajal. Ne bo več principa najmilejše. Pri povratnikih ne more biti razumevanja. In to mora biti zakonska materija. Poleg kaznovalne politike pri povratnikih je najpomembneje, da bomo dali predlog tudi za povišanje kazni, še posebej pri kaznivih dejanjih z elementi nasilništva, še posebej nasilništva v skupinah. To ne bo veljalo samo za Dolenjsko, to bo veljalo za celo Slovenijo in bo veljalo za vse državljane in državljanke in tudi tujce v Sloveniji. Moramo biti zelo realni. Poleg tega je socialna politika tista, o kateri se govori že dolgo. Izvršbe na socialne pomoči bodo mogoče. Socialne pomoči oziroma prejemki bodo omejeni za tiste, ki ponavljajo prekrške in dejanja, kazniva. Ukinili bomo otroški dodatek za vse mladoletnice. Ne moremo spodbujati finančno tega, da imajo punce, otroke pred 18 letom starosti. Odgovornost zanje je na starših, torej ne oni poskrbijo tudi finančno. Ne pa da spodbujamo finančni model, ki dobesedno otroke, punce vleče iz normalnega življenja v suženjstvo v romskih naseljih. Zaseg premoženja neznanega izvora bo bistveno pohitren in olajšan. In FURS bo skupaj s policijo izvajal zelo temeljite preglede na tem področju. Vsi ti ukrepi so marsikomu se bodo zdeli pretirani. Verjamte mi, mogoče v tej sobi in zunaj ne, se bojo zdeli pretirani, ker bojo veljali za celo Slovenijo in ne bojo omejeni na eno etnično skupino. Jaz sem pa prepričan, da so nujni. Ker če tega ne naredimo sedaj, ne bomo imeli naslednje priložnosti čez leta. In to odgovornost in to nalogo sprejemam. Ne sprejemam je samo nase, sprejemam v imenu državnega aparata. Tudi tistih vej, ki so neodvisne. Ker pričakujem in zahtevam od njih, da danes povejo, kaj potrebujejo za učinkovito reševanje te problematike. Ta priložnost bo dana
naslednjih 14 dnevih, kdor ne bo imel predlogov, sprejema odgovornost, da jo bo izvajal. Ne bomo čakali, ampak bomo te stvari spravili do Državnega zbora do 10. novembra. Jaz pričakujem, da bo Šuterjev zakon naslednji teden, v četrtek, na vladi potrjen in da bo v parlamentu v novembru in najverjetneje do konca novembra tudi sprejet. To je časovnica in v vsem tem času se bodo na terenu izvajale poostrene aktivnosti tako policije, tako inšpekcij, kot tudi davčnega urada. Nič ne skrivamo, nič ne bežimo od odgovornosti, hočemo zagotoviti varnost. Zato, ker hočem, da smrt Aleša Šuterja ni bila zaman, ker je to tisto, kar sem obljubil njegovi soprogi pred 2 urami. In jaz si želim, da to obljubo držimo vsi skupaj. Naj bo to prelomna točka za Novo mesto, za Dolenjsko, Posavje, Kočevje, celo Slovenijo. Dovolj je kriminalu, dovolj je nasilju. Hvala.